Spoštovane gospe in gospodje, dragi krajani, dobrodošli na slovesnosti ob odprtju obnovljenega odseka lokalne ceste Križni vrh Loče skozi naselje Petelinjek. S pesmijo v Dolini Tihi v izvedbi domačina Jerneja Ostrožnika smo naznanili vesel dogodek, ki se ga vsi skupaj, še posebej pa domačini, izjemno veselimo. Prisrčne pozdrave namenjam Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. Bojanu Podkrajšku, poslancu v Državnem zboru Republike Slovenije. Današnjemu gostitelju Branku Založniku, predsedniku krajevne skupnosti Jernej. Predstavnikom izvajalcev del in nadzora, občinskim svetnikom, predstavnikom krajevnih skupnosti in seveda vam vsem, ki ste svojo prisotnostjo počastili današnji slovesen trenutek. Cestni odsek, ob katerem se nahajamo, je bil potreben obnove. Zaradi grobe nosilne plasti asfalta se je le-ta zaradi dotrajanosti začel krušiti. Začele so se pojavljati udarne jame. V okviru obnove skoraj 800 metrov dolgega odseka lokalne ceste je bil obnovljen zgornji sloj vozišča, pomembno pa je bilo urediti tudi odvodnjavanje. V ta namen so se obnovili odvodni jarki, prepusti, lokalno so se izvedle sanacije, vozišču pa se je na novo dodala mulda za odvajanje površinskih vod. Delo je izvajalo Asfalti Ptuj, podjetje za nizke gradnje, d.o.o. Vrednost del je znašala dobrih 62 tisoč evrov. V celoti pa jih je zagotavljal občinski proračun občine Slovenske Konjice. S posodobitvijo prometne infrastrukture se je na eni bolj obremenjenih lokalnih cest izboljšala prometna varnost, pri čemer pa je na nas, uporabnikih, obveza, da jo bomo s cestno-prometnimi predpisi tudi upoštevali. K besedi ob odprtju asfaltiranega odseka cestišča Križni vrh Loče vabim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite, župan. Spoštovane gospe in gospodje, ob takšnih trenutkih, kot je današnji, je vedno lepo priti v kraj, takrat, ko se ljudje veselijo, ko nehajo tarnati na tistim, kar so pravzaprav dolga leta pričakovali. In tale odsek ceste je resnično, kar se jaz spomnim, je bil luknast. Nikoli ni dočakal, da bi imeli fino asfaltno prevleko in dejansko, če bi tiste flike, kot jim mi rečemo, sestavili skupaj, bi mogoče kakih 100 metrov novega asfalta pa res dobili. Ampak, kot vemo, dlje, ko si človek ena stvar želi, potem je na koncu dosti bolj vesel. In jaz sem trdno prepričan, da bi tale odsek že veliko prej prišel na vrsto. Ko sem pogledal čez tele Reberjakove drevje, sem zagledal isto škarpo. To je tudi eden od razlogov, zakaj se je zavlekla vse skupaj ta obnova, mislim, za ne 3 ali 4 leta.
In danes smo tu, ker smo lahko resnično veseli tega, da bo vožnja dosti bolj mirna in upam, da tudi dosti bolj varna. Iskreno bi se rad zahvalil vsem, ki ste pripomogli k temu, da je tale odsek v resnici dobil takšno podobo, kot si jo pravzaprav vsi skupaj zaslužite ali zaslužimo. Predsedniku Sveta krajevne skupnosti Jernej Branku Založniku, sodelavcem na občinski upravi, nadzoru, izvajalcem gradbenih del, vsem skupaj pa želim, da tale asfalt dolgo vrsto let zdravi, zadovoljni, predvsem pa varno uporabljate. Mi pa se bomo v nadaljevanju za trenutek prepustili ubranemu petju. Z nami je Ana Babič, ki nam bo zapela pesem Za Slovenijo živim. Starša govorila sta, če bo šla otot, pridi tu te čakava, tu živi tvoj rod. Kjer se Jadran z Alpami spleta v Maurico, tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi to, čustva z njo se potopim, je moj smeh. Hvala, Ana. Sedaj pa k besedi vabim gospoda Branka Založnika, predsednika krajevne skupnosti Jernej, da spregovori ob uradnem odprtju asfaltiranega odseka ceste. Izvolite. Pozdravljeni, lepo vas je takle pogledati, toliko zbranih od krajanov do eminentnih gostov, ki so si vzeli čas za naš kraj. Rad bi pa povedal, da smo tukaj za vas gradili nov moderniziran odsek ceste. Ni ga bilo težko skupaj spraviti, vse smo to naredili z vašim davkoplačevalskim denarjem. Zdaj malo šala na stran. Ni to samo tisto, da je občina dala denar zdaj iz proračuna za to cesto, to je bilo malo več dejavnosti in pripravljanja okrog tega. Začelo se je od odmer, ker smo hteli, da se vse zadeve lastniško uredijo, potem smo ob tej cesti tudi uredili vodovod, infrastrukturo, kar je bilo tukaj potrebno, od elektrike, vode, imamo tudi javno razsvetljavo. Vse skupaj, ko je bilo to končano, smo lahko potem tudi kandidirali za ta asfalt. Mogoče se je tudi zaradi tega to malo zadržalo, bilo bi kako leto prej, no, pa se je le zgodilo. Tako da lahko pogledamo tu na Petelinjeku eno urejeno vas z avtobusnimi postajami, z razsvetljavo in z primernim asfaltom. Na drugi strani še imamo mlekarno, ker je to ipak kmetijsko področje. In si želim, da bi še tega bilo več na Jerneju. Zato tudi zdaj, ko so volitve, primerno volite. Volite ljudi, ki bojo nekaj za Jernej naredili, za celo občino. In da se tudi sami, ki boste sodelovali tukaj, tudi potem naprej ravnate tako, da boste imeli vse lastniške zadeve urejene in da se nekako celostna zadeva obravnava, da se ne kopa vse poprek, ampak da se to nekako usklajeno z vsemi temi, ki imajo ob cesti te vode in to z njimi to uskladi. To je ena taka vzorčna stvar, kakor za krajevno skupnost, tudi za občino, da ni več nobenih težav potem in prepričevanj, kaj je prav, kaj je ne, kje lahko pustimo, prišla bo zima, bo treba plužiti, pol ne vemo, kam bi sneg potisnili in take stvari. No, to na kratko.
Zdaj pa je čas, da jo tudi uradno odpremo in predamo življenju z njenimi uporabniki. Za prerez strahu in odprtje ceste prosim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, Branka Založnika, predsednika krajevne skupnosti Jernej.